Danes popoldan bom navijal za slovensko košarkarsko reprezentanco v tekmi s Šanijo. Čestitam igralcu za uspeh. Biti med prvih 8 v Evropi je velik uspeh. Ne vem, zakaj toliko negativnosti in slabih čustev okoli slovenske reprezentance. Upam, da bomo uspeli spremeniti svet tako, da nam ne bo potrebno biti nerodno pred našimi otroci, kakšno dediščino jim zapuščamo. Zaupajte vase in v vaše ljudi. Želim Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, da bi se uvrstila med 0,5% najboljših ekonomskih in poslovnih šol na svetu. Ne glede na to, koliko let imate, vedno se morate zastaviti najbolj ambiciozne cilje in verjeti, da ste jih sposobni uresničiti. Moram reči, da bi v Sloveniji rabili tako strani politik, kakor tudi strani mladih kot družbene skupine, bistveno več angažiranosti v tej smeri, da bi se položaj mladih bistveno izboljšal. Sreča, pripravljene. Pripravi se. Želela bi si, da bi se vrnili k vrednotam in etiki, ki smo jo poznali še v času mojih študentskih let in da bi naši diplomanti, tako kot mi takrat, čim prej po končanju študija dobili službe. Vsem nam, alumnijem, želim, da bi uspeli uskladiti zahteve dela in obveznosti do družine in s tem ustvariti ravnotežje med profesionalnim in zasebnim delom svojega življenja. Bistvo je v ravnovesju tega, kar delamo in naši vrednote. Za mene so to družina in prijatelji, šport in služba in čas celo v tem zaporedju. In na vseh področjih si moramo zastaviti visoke cilje. To je edino, kar nas bo gnalo naprej. Imejte širok pogled na stvari, držite kritično distanco do vsega, predvsem pa mislite svojo glavo. Želim si, da bi čim več slovenskih podjetij prenovilo svoje procese. Prepričana sem, da bi na ta način postala uspešnejša in tudi seveda bolj konkurenčna. Podobno želim tudi slovenski javni upravi, saj sem prepričana, da bi na ta način postala cenejša in prijaznejša do vseh svojih uporabnikov. Ker sem pač pravnik, ne bi pa čisto na kratko, ne. Sol justicije ilustranos, naj nas sonce pravičnosti razsvetli. Turizem postaja največja svetovna gospodarska dejavnost in razvojna priložnost tudi za Slovenijo. Ker turizem prinaša zaposlitve in poslovne priložnosti. Ker turizem pomeni trajnostni razvoj in prinaša blaginjo in kakovost življenja. Srečanje v Stožicah vidim kot dobro priliko, da opozorim na to, da naši diplomiranci ne smejo mešati menedžerje kot upravljavce, saj niso. Upravljavci so lastniki, gre za družbeno-ekonomski odnos, za katerim se skriva lastnina. Ne govorite o upravljanju kupcev, upravljanju blagovnih znamk in tako naprej. Upravljajo lastniki. Študentom prihodnjih generacij ekonomske fakultete želim, da izkoristijo ekonomsko fakulteto tako, kot smo jo sedanje generacije, za čas in obdobje, v katerem spoznajo tisto, kar jih v življenju najbolj zanima, saj to je eden izmed dejavnikov uspeha in sreče vsakega posameznika. Vesel sem, da 99,80% naših bivših študentov v svojih poklicnih ravnanjih udejanja dve pomembni pravni maksimi. Vedenje, da neznanje prava škoduje, ter da je treba dogovorjene obveznosti izpolniti s strokovno skrbnostjo, kar zunaj dvoma postaja določujoč zaščitni znak naših diplomantov. Jaz sem prepričan, da bi nam bilo v Sloveniji veliko lepše, če bi se malo bolj poslušali, če bi se malo bolj spoštovali drug drugega in če bi imeli drug drugega malo bolj radi. Hvala in lepo se imejte. Diplomatom želim, da ohranijo iskrivost inovativnega in kreativnega duha, da z njim stopijo v realni svet podjetij in da ga oplemenitijo tako, da se bo na koncu znašel v obliki izdelkov, storitev in rešitev na čim več prepoznavnih mednarodnih trgih s slovenskim poreklom.